Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je potekala že tretja delavnica na temo digitalne vključenosti v informacijski družbi Digin 2025. Dogodek je privabil domače in tuje strokovnjake, ki so razpravljali o dostopnosti digitalnih tehnologij in družbenih omrežij za osebe z različnimi oblikami oviranosti. Mi smo danes predstavili rezultate konceptualne študije, v kateri smo preučevali, kakšna je dostopnost sodobnih platform, družbenih medijev, ki so danes množično uporabljene s strani mladih, pa tudi starejših generacij. Seveda med njimi so tudi gluhi in naglušni uporabniki. Mi smo ugotovili, da se precej s strani platforme spodbuja uporaba odprtih podnapisov. Gre za podnapise, ki so namenjeni širši populaciji in so tam predvsem iz tega razloga, ker se pogostokrat te platforme, torej te platforme družbenih medijev, uporabljajo v javnem prostoru, kjer pa splošni uporabniki ne morejo nujno vedno omogočati te slušne komponente, torej vklopiti tudi zvoka, da si lahko ogledajo videoposnetke. Zato so enostavno na atraktiven način podnapisi vgrajeni v sam videoposnetek, kar pa ni nujno vedno berljivo in dostopno za različne generacije. Tako imenovani odprti podnapisi so trajno vgrajeni v video. Gledalec jih ne more izklopiti. Uporabljajo se predvsem na družbenih omrežjih, kjer številni posnetke spremljajo brez zvoka. Na primer v javnem prevozu ali na delovnem mestu. V nasprotju z njimi zaprti podnapisi omogočajo, da si uporabnik sam izbere, ali jih želi vklopiti ali ne. Ti so z vidika dostopnosti bolj primerni za gluhe in naglušne, saj omogočajo večjo berljivost in prilagodljivost, a so na platformah še vedno premalo uporabljeni. Seveda je mogoče tovrstnim posnetkom pri nalaganju na platformo omogočati tudi zaprte podnapise, vendar se dostikrat tovrstni podnapisi spregledajo in se daje prednost odprtim podnapisom, kjer pa žal za dostopnost ni vedno poskrbljeno in se estetska komponenta postavlja raje v ospredje. Letos je delavnica posebno pozornost namenila uporabi umetne inteligence, ki lahko pomaga pri ustvarjanju bolj dostopnih digitalnih rešitev. Tehnologija z avtomatskim prepoznavanjem govora, prevajanjem in prilagajanjem vsebin lahko hitreje, ceneje in učinkoviteje vključuje različne skupnosti uporabnikov. Obstajajo različne skupine, ki imajo zelo posebne oziroma raznolike potrebe in jih je težko vsem ugoditi. To je, mislim, da poglavitna težava. Je pa problem pač v nekem času z omejenimi sredstvi zagotoviti, da so vključene prav vse skupine. Morda lahko zdaj izpostavim, da smo letos posebno sekcijo namenili uporabi umetne inteligence, ki rešuje ta problem, ki pohitri zadeve, poceni. Danes tudi preizkušamo nove rešitve in na ta način skušamo vključiti več ljudi. Danes smo predstavili, kako tehnologija Soniox, razvita v Sloveniji, simultano prepisuje in prevaja v več kot 60 jezikov. Prednost Sonioxa je prvič, da je to slovenska umetna inteligenca, konkurenca vsem svetovnim velikanom in da je to trenutno najhitrejši in najbolj natančen sistem umetne inteligence, da prepoznava govor, se pravi najbolj naraven način komunikacije med ljudmi. In namen je bil danes, da predstavimo, kako lahko gluhim in naglušnim na zelo preprosti način olajšamo to, da vidijo, kaj se govori okoli njih. V današnjem primeru je to konferenca in oni sedaj lahko vidijo, kaj se na konferenci govori z manj kot pol sekunde zamika. Torej praktično lahko tekoče spremljajo in Strokovnjaki opozarjajo, da se na družbenih omrežjih pogosto daje prednost vizualni privlačnosti pred dostopnostjo. Podnapisi so tako del estetike, ne pa nujno pripomoček za razumevanje vsebine.
To pa ustvarja vrzel med tistimi, ki vsebine lahko spremljajo brez težav, in tistimi, ki so pri tem izključeni. Menim, da je ključno, da se dela na ozaveščenosti in pa tem, da se podaja pomembne strokovne znanstvene informacije, ki se oblikujejo v akademskih in pa političnih strokovnih krogih širši javnosti. Z razvojem tovrstnih sistemov, kot je slovenski Soniox, postaja sporazumevanje bolj odprto in univerzalno. Gre za tehnologijo, ki v realnem času prepisuje in tolmači govor, kar gluhim in naglušnim omogoča spremljanje dogodkov z manj kot polsekundnim zamikom. Kot poudarjajo organizatorji, digitalna vključenost ni le tehnični izziv, ampak postaja temeljna človekova pravica in pogoj za enakopravno sodelovanje v informacijski družbi.